Tisti čas je rekel Jezus farizejem: bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico, ter se dan na dan sijajno gostil. In bil je nek revež po imenu Lazar, ki je ležal pri njegovih vratih, bil je poln čirov in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize. Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo Lazar? Jaz moram priznati, da moja prva misel ni Jezus, niti Sveto pismo, ne evangelij, ampak se spomnim na polža. Na tistega polžka, če si ga mogoče že videl, ki je brez te značilne polžje hišice. In jaz, ko sem bil še majhen fantič, sem rad iskal te polže Lazarje in jih prinašal v kuhinjo med ljudi. In lahko si misliš, kaj se je zgodilo, ko sem jih prinesel med ljudi v svoji roki. Bil je vik in krik. In ljudje so pačili svoj obraz, kričali, so me naganjali v stran. Zato ti ne priporočam, da ponavljaš nekaj podobnega. Ampak, a ni čudno, da se tako kot do teh Lazarjev, polžev, ljudje včasih obnašamo do drugih ljudi? In to je opisal danes Jezus. Ta Lazar ni bil polž, bil pa je mož. In bil je reven. In zato so ljudje obračali pogled stran od njega. Niso se hoteli z njim ukvarjati. Tudi tale bogatin. In Jezus pravi, naša dolžnost je, da se od takšnih ljudi ne obračamo stran, da jim tudi mi poskušamo pomagati, da jim izkažemo ljubezen. Zato pravi na koncu evangelija, da je ta Lazar, ta ubogi človek, končal v Abrahamovem naročju. To pa pomeni, da je končal v nebesih, da je bil Božji otrok. Bi rad bil tak tudi ti? Potem ti pa predlagam, ne obračaj se v stran od Lazarjem. Poskušaj jih opaziti in poskušaj jim po svojih močeh pomagati. Želim ti lepo in blagoslovljeno nedeljo.